kam greva zdaj, Izabela? Tlele nekje v bližini je slovensko veleposlaništvo. Tam naj bo pričakal tudi slovenski veleposlanik. Tole je tukajle nekje. Ja, pa morava iti sam tja. Greva. Okej. Kaj je sploh naloga veleposlanika? Veleposlanik slovenske države ali Republike Slovenije v Kraljevini Belgije je predstavnik slovenske države, ki ga potrdi slovenski parlament, podpiše predsednik republike ukaz o imenovanju in ko pridem v Bruselj, mora belgijski kralj dati in njegovo ministrstvo, njihovo za zunanje zadeve, soglasje. Slovenija ima v Bruslju 3 veleposlanike. Se pravi pri Kraljevini Belgiji, to sem sedaj jaz, pri Evropski uniji in pri zvezi NATO. Kakšen je pa uradni jezik v Belgiji? Uradnih jezikov je več, ker na eni strani je francoski, ker so v Valoniji pretežno frankofoni. Bruselj je druga federalna enota. V Bruslju so do 90% tudi frankofoni, 10% so Flamci, seveda potem smo pa ne pozabiti iz celega sveta. Bruselj je hkrati v zadnjih letih postal največje diplomatsko mesto na svetu. Koliko je pa Slovencev v Bruslju? 600 jih je samo v institucijah Evropske unije, se pravi v Evropskem parlamentu, v svetu in v Evropski komisiji. Potem so tu še številne agencije, potem je tukaj še naša gospodarska elita. Tako da skupaj je Slovencev v Bruslju kar okrog 3000. Kakšen pomen ima pa slovenski jezik tukaj? Zelo pomembno vlogo. Prvič, ministri, ki prihajajo na redna zasedanja, lahko govorijo v svetu na sestankih v slovenskem jeziku in dobijo tudi dokumente in dopise vse v slovenskem jeziku.